Hello, kako ste? Alenka tukaj. Ful sem excited za ta video, ker mi je tako... Dejansko je praktičen. Če ni praktičen, da vam ne bo prav prišel v praksi, jaz ne vem. Mislim, da vam bo. Če komu ne bo prišel prav, se te pa definitivno veliko naučili. Danes ste se na mojem Instagramu odločili, da hočete videti ta video, in sicer video o stvareh, ki jih uporabljate vsak dan, ampak o njih zelo malo veste. Če pa veste veliko, pa ne veste kakšnih stvari, ki ste mislili, da veste. Ali pa ste vedeli, da ne veste. Anyways, moj flamingo je z nami danes, se je pridružil, zato ker gre skupaj z mano, ker sem cela roza. Še make-up je roza. Anyways, gremo v video. Na 10. mestu je ena stvar, ki je meni osebno mind-blowing, ker sem to prvič šla sem tankat in jaz imam vedno en in isti problem pri tankanju, sploh ker so mi avto ukradli in v bistvu potem sem už navadila na drugega in pozabila spet, na kateri strani imaš za tankat. Si morate misliti, da je v naših avtomobilih, ko voziš, spredaj, pred nosom, ves čas gledaš in ti tam, ker ti kaže, za koliko imaš bencina in ko greš na uro, ti kaže tudi točno, na kateri strani imaš možnost tankanja. Jaz to skozi pozabljam, še kar redno tankam, zgleda pa takole. In ta puščica, ta mini puščica ti ves čas kaže, na kateri strani imaš za tankati. In ti ne treba, preden prideš do Petrola, gledati na drugih avtomobilih, ki so isti model kot tvoj avtomobil, na kateri strani ima, ampak preprosto pogledaš tik pred nosom. A ni to dobro? Številka 9, ta je tudi zanimiva. Kavbojke. Ki so za nas nekaj isto totalno vsakdanjega, ampak par stvari v njih ne vemo. A veste, ko imajo kavbojke tale mini žep, ki vedno mislimo, da vemo, da je pač mini cute za majhne uporabne stvari, vsak ga za kaj uporablja, ali pa ga ne uporabljate, ali pa je v bistvu itak za shit. Zakaj v prvi vrsti je tukaj? Jeans in kavbojke so bile izumljene že v 19. stoletju, ampak ne iz lepotnih ali pa modnih razlogov, ampak zaradi tega za delavce, ki so hodili v Kalifornijo kopati zlato, in to so bile v bistvu delavske hlače, ne bi bile take streči, udobne, primerne za te stvari, in to, ker so oni ves čas imeli pri sebi, so bile žepne ure. Torej ta majhen žepek je namenjen žepnim uram, zdaj samo še za okras. Kaj pa te mini netke, ki so povsod po naših kavbojkah? To tudi ni tam za okras, mogoče mislimo, da je, ampak ni. To je dejansko zato, da so kavbojke še veliko bolj kompaktne, veliko bolj skup držijo in da pač, ko počepna se ti ne strgajo na vseh možnih koncih. Dejansko so kavbojke kvalitetne in primerne za vsakdanjo nošnjo, ljudi zaradi tega, ker imajo toliko teh netov in jih delajo čvrste in konkretne hlače, ne tako kot neke pajkice ali pa popolnoma navadne hlače. 8. stvar. Najprej mi povejte, če tole stvar, če kdo kliče Sententan, by the way, tole ni sponzoriran at all, na obeh stranih piše Nevermind. Ljudi mi do zdaj pametvali in govorili o tem, da je to Sententan, zdaj tudi vi veste, če prej niste vedeli, jaz že vem, tako da hvala vsem milijonim, ki so mi povedali. Nisem pa vedela, zakaj dejansko je ta luknja, to mi pa tudi že par ljudi povedali, ampak drugače, kot sem danes vedela. Danes sem vedela, da je ta luknja pa je za držanje slamice, čeprav, narobe sem obrala, čeprav meni osebno je to navadno bullshit, ker zakaj bi slamica v tej majhni luknji sploh kamorkoli bežala, tako da s tem se ne strinjam. Mi je pa logična ena stvar. Če Sententan obrneš dol, oziroma jaz nekaj narobe dela, oziroma takole najprej ga daš nazaj dol in ga zavrtiš takole, je idealna obramba polet pred 8 čebelam in tem podobnim sranjem, ki ti hoče zleteti v sladko pijačo in v bistvu zavaruješ. Jaz upam, da kaj vidite. Zdaj pa ne vem, kdo to spil. Številka 7. Lesene kuhalnice. Zdaj so ful v modi, ker v bistvu ratujejo tudi stylish in vsaka stvar danes ima že nek modni pridih. Kuhalnice niso lesene zaradi tega, ker bi bile lepe, ali pa zato, ker so bile včasih mogoče bolj poceni. Lesene ne bi bile z drugim razlogom, in sicer baje, če ti nekaj zavre, to bi mogla probati, nisem probala, a je kdo probal, ne komentira. Če ti nekaj zavre, recimo kuhaš krompir v koščkih in ti začne vreti in zgleda, da boš v čez, baje, če čez položiš leseno kuhalnico prek posode, v kateri vre, neha vreti, oziroma se na točki kuhalnice to ustavi. Resno, jaz nisem probala, težko verjamem, da to deluje, bom probala, obljubam in mogoče pa poročam. 6. upam, da prav štejem, bobby pins. Imeno ne vem, kako bi se temu rekli v slovenščini, sponke za lase. Bobby pins so vedno valovite in mi mislimo, da je to za okras, ampak nista. Dva razloga, zakaj so valovite. Ena stvar je, da točno vedno vemo, kako je obrnjena, namreč valovit del je vedno obrnjen na gor.
Probajte v bistvu obrniti okrog in obrnite valovit del nadol, sicer boste spravili noter, ampak bo lezla dol, zaradi tega, ker ta valovit del omogoči to, ne da nam bi vzvalovili lase, ampak preprosto to, da boljš drži lase, ker če bi bila gladka stran gor, bi preprosto drseli. Številka 5. Kreme, oziroma pokrovčki za kreme. Jaz osebno sem tega vedela, nočem se hvaliti, ta je res logičen, ampak še pomislim, da dejansko nekateri tega ne veste, res hočem, da ta moment zveste. Ta je res uporaben. In sicer krema kot krema, ima ponavad, spet ni sponzoriran, obviously, ima ponavad tukaj še tako kovinsko folijo čez neko prevleko, ki najprej mogoče niste vedeli, kako jo predreti. Velikrat imajo pokrovčki, ta oster del tukaj noter in ta oster del je namenjen temu, da to dejansko predrete in je takoj lepo odprt. To je to. 4. primer. Verjetno ste opazili, ko ste bili mlajši ali pa ko ste še vedno v šolah, pa v srednjih šolah, pa na faksu in velikrat grizate kemike, ki so ful okusni in pa kdaj ste vsi modri okoli ust in vse to. Ziher ste opazili kdaj, da imajo nekateri, pač ta ne v tem primeru, ampak da imajo na koncu v pokrovčku lukno. Ta res nima, ta nima. Ta nima v glavnem, zakaj ta lukna tam? Jaz ima ta lukna v vseh hekih, o katerih bo danes govorila, tako največji pomen, najbolj pameten, dober pomen. Namreč, če si otrok in če je mama izkuhala špinačo in si jedel in si še vedno lačen, se zgodi, da ko grizeš kemike medtem, ko delaš kao domačo nalogo, poješ pokrovček. Cel pokrovček, ne vem komu to rata, ampak zdaj se dogaja in ko otrok to pogoltne, se zlahka zaduši, ker mu gre ta pokrovček pač tukaj dol, ne. In če ima lukno, kaj se zgodi? Dihaš lahko, še vedno je prosta pot prek te lukance, da v bistvu se ne zadušiš, ker zrak še vedno prehaja, ker je res briljantno. Tako da kar še naprej goltajte pokrovčke. Who doesn't? Hecam se, don't do it. Smo že pri 3. To verjetno eni poznate oziroma obvladate, spet drugi nimate pojma, kaj je, tako kot jaz do zdaj nisem imela pojma, kaj je, dokler nisem googlala. Hvala, stric Google. V vsaki normalni tipkovnici, taki konkretni, ali imate zdaj laptop pred sabo, ali imate mogoče tipkovnico pred nosom, poglejte jo, črko F in J in jih potipajte. A boste začutili gor 2 izboklince, take mini črtice, ki se dvignete ven iz tipke. Zakaj? Zaradi tega, ker obstaja hitro tipkanje. Hitro tipkanje pomeni, da uporabljaš vseh 10 prstov, jaz to lahko samo govorim, da vem, da obstaja, ker definitivno ne znam, ampak če hočeš se orientirati in da dejansko ne gledaš na tipkovnico in še vse nahtipkaš z 2 rokama in še vedno veš, kje so J in F, ker so nekak središčne točke, jih začutiš. In že smo pri številki 2. In že smo pri številki 2, ta je ta, zaradi katere ste vsi prišli ta video gledati, ker je, mislim, da bo na thumbnailu, če ni, ne biti jezni name. Gatke, naše ženske, predvsem gatke. Jaz se spomnim, ko sem dobila prvo menstruo, mi ni bilo pol jasen, zakaj je tisti žepek tam in noben mi je dobro razložil in sem mislila, da moš tja not zatlačiti vložek in pol mi je bilo čuden, ker pa je bil v bistvu ful spodnjice umazal s tem. Pa mi je počas prebil, da to ni to, ampak nima toliko zelo visokega namena, kakor ste mogoče mislili. Preprosto je to samo zaradi dodatne higiene. Da niso spodnjice v dvojnih slojih tekstila, je samo tisti del prešit dodatno, ker pač je večja higiena potrebna. S tem, da tudi en delček ni zašit, ker pa mislimo, da tista luknja uporabna v bistvu ni zašit, ni samo zato, ker šparajo, ker jim pač ni treba teoretično zašiti tistega delčka, ker je luknja not. In to je to, to je vse, kar je. Številka 1. Po prvi povedam, ta ni najbolj zanimiva, meni osebno, pripravila sem jo na koncu zaradi tega, da lahko dam to gor in da poje ne bom skuštrana, torej. Tada, en las je gor, že obešam. In zdaj se ne vidi. Anyways, pom-pom. Govorili bomo o pom-pomu. Ok, dojeli ste bistvo. Torej, ta cof, ki ga ima praktično vsaka cute kapa. To je bila zelo uporabna zadeva za angleško mornarico v podmornicah, zaradi tega, ker so se tam sprehajali in nikoli nisi točno vedel, dokler se nisi navadil v prostoru, kdaj se boš zaletel v strop, ker so ful nizki stropi. Mislim, tudi v ladjah je to veljalo. In če so imeli gor tele kape, preden si se dejansko zabil, si začutil. Si tako te lepo pogledili in si čutil, da so v zaletu prej ali slej, ker se je strop, ne vem, nižal ali pa je bil en nižji del in prej si se dejansko zaletel ali pa podrgnil gor glavo, si začutil cof in spet tako easy.
Ok, še tega vam pokažem, ker imam slučajen lih tukaj v boje pripravljen, drugače ni tako praktičen, se mi zdi. Ampak tisti, ki nočete jagod tako jesti, ker je ta del tukaj še zelen ali pa bel ali pa kar hočete v bistvu celo usto dati v kosu, date na ta način s slamco, da jo porinete noter v jagodo, en las je gor. To ste mogoče že videli, kakšen Pinterest. In sam porini še ne dela. Gor je ostal, anyways, ampak če bi zadela recimo sredino, bi dejansko ta del jagode lepo šel, ta zelen del, ki ga nočeš pojeti, bi šel dol. Puf. What? Še en gratis hack, mislim, da je že 11 ali 12. Vsak video, ki ga gledate na YouTube, ima spodaj opcijo naroči se ali pa opcijo zvončka in to dejansko lahko klikneš in uporabiš in to pomeni, da ti bo sporočal, da je nov video ali pa da sem nekaj objavila. Vem, res slaba fora, sam pa če boš, hvala, če si že, hvala tudi. Pa je tole moj Instagram, tam velikrat glasujemo. Če vam je bil ta video všeč, prosim sporočite in komentirajte, zaradi tega, ker sem bila s Kajo Solo, pa z njenim očkom tam zadnjič na Unicorn koktejlu v Ljubljani in smo debatirali in sta rekla, da lahko daj še kaj drugega govorim, ne samo take creepy zadeve in se popolnoma strinjam, tako da hvala za vse ideje zadnjič. Pa to za danes, jaz in moj flamingo brez imena se poslavljava, radi smete, uživajte, pomlad, se vidimo naslednjič, aj čau, ne, moram to, pokrit moram.